nam je ohranil dragocen košček izročila o Jezusovem otroštvu, v katerem lepo zasije Jezusova skrivnost. Povedano je, da so Jezusovi starši vsako leto za Veliko noč romali v Jeruzalem. Na poti se je domov zgodilo nekaj nepričakovanega. Jezus ne potuje skupaj z drugimi, ampak ostane v Jeruzalemu. Zanje je bilo očitno, za starše je bilo očitno samoumevno, da je Jezus nekje iz Romarjev. Luka uporabi za to skupnost Romarjev besedo popotništvo, kar je strokovni izraz za popotno karavano. To pa nas morda začudi zaradi naše nekoliko preozke predstave o sveti družini. Zdaj pa se zelo lepo pokaže, da se je v sveti družini lepo prepletala svoboda in pokorščina. 12-letnemu je bilo dano na voljo, da se pridruži vrstnikom in prijateljem in na potovanju ostane v njihovi družbi. Seveda so ga njegovi starši zvečer pričakovali. Svoboda in red, upogljivost. 3 dni lahko razložimo vsem stvarno. En dan sta Marija in Jožef potovala proti severu, naslednji dan sta potrebovala zavrnitev in tretji dan sta Jezusa končno našla v templju. Tukaj zaslutimo namig na 3 dni med križem in vstajenjem. To so dnevi prestane Jezusove odsotnosti, dnevi teme. Njihovo težo občutimo v nekaterih besedah otrok. Kako si nama mogel to storiti? Tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala. Tako se tukaj pne lok od prve Jezusove velike noči do zadnje noči, do velike noči križa. Jesusov odgovor na materino vprašanje je silen. Kako? Iskala ste me? Ali niste vedela, kje mora biti otrok? Da mora biti v očetovi hiši, v tem, kar je mojega očeta. In zanimivo, prva beseda iz Jezusovih ust je oče in zadnja na križu bo spet oče. V tvoje roke izročam svojo dušo. Pri tem odgovoru je predvsem pomembno dvoje. Najprej, Marija je rekla, tvoj oče in jaz sva te z bolečino iskala. Jezus pa pravi, jaz sem pri očetu. Ni Jožef moj oče, ampak nekdo drug, Bog sam. Nato se vrnili v Nazaret in Jezus jim je bil pokoren in je napredoval v starosti, modrosti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. Leta 1964 je papež Pavel VI, sveti Pavel VI, obiskal sveto deželo in se je ustavil tudi v Nazaretu. Tam je imel zelo lep nagovor, med drugim je rekel takole. Nazaret je šola, kjer se najprej učimo razumeti Jezusovo življenje. Je šola evangelija. Daje nam nauk o molku, o družinskem življenju in o delu. Nauk o molku, da v sebi obnovimo spoštovanje do molka, ki je velik in nujen pogoj duha. Dalje nauk o družinskem življenju. Nazaret nam pove, kaj je družina, kaj je njena skupnost ljubezni, kaj je njena resna in preprosta lepota, ter njen posvečeni in nedotakljivi značaj. Končno nauk o delu. Tu v Nazaretu, v hiši Cesarjevega sina, bi radi razumeli,
in počastili trdi in odrešilni zakon človeškega prizadevanja. Dragi verniki, družine lepo označujemo s starim izrazom, da so domača cerkev. V krogu družine so starši svojim otrokom z besedo in zgledom prvi poznavalci vere in gojiti morajo v vsakem njegov lastni poklic, posebno skrbeti za sveti poklic. Tu se predvsem uveljavlja krstno duhovništvo družinskega očeta, matere, otrok in vseh družinskih članov v prejemanju zakramentov, v molitvi, v zagovarjanju, s pričevanjem svetega življenja, z zadajevanjem samega sebe in z dejavno ljubeznijo. Družina je tako prva šola krščanskega življenja in hkrati šola za bogatitev pristne človečnosti. Tu se človek nauči vztrajnosti in veselega dela, bratske ljubezni in velikodušnega odpuščanja, tudi večkratnega in vsekratnega, in zlasti čiščenja Boga z molitvijo in darovanjem svojega življenja. Kako lepo je sveti Janez Pavel II, imenovan tudi papež družine, rekel: nihče na tem svetu ni brez družine. Sveto in družina za vse, zlasti za tiste, ki se trudijo in so obteženi. Sedaj bomo pa zmolili lepo molitev za naše družine, ki jo je sestavil papež Benedikt, in vas povabim, da ostanete in bomo prejeli potem tudi blagoslov. Molimo: O Bog, v sveti družini si nam podaril popoln vzor družinskega življenja v veri in pokorščini tvoji volji. Pomagaj nam, da bomo zgled vere in ljubezni do tvojih zapovedi. Pomagaj nam pri naši nalogi, da bomo vero podarjali naprej svojim otrokom. Odpri njihova srca, da bo raslo seme vere, ki so jo prejeli pri svetem krstu. Okrepi vero naših mladih, da bodo rasli v spoznanju Jezusa Kristusa. Okrepi ljubezen in zvestobo v vseh zakonih, zlasti tistih, ki preživljajo trenutke trpljenja in težav. Amen.